in na nek način se je prav to zgodilo v Novi Sloveniji, vrnitev podpisanih. Spomnite se, tisti moji bližnji sodelavci, nekih je tukaj noter, ko smo začeli to volilno kampanjo v začetku meseca, pod kakšno težko presijo smo bili. Posod so nam govorili, ste dobri kandidati, imate dobre kandidate, imate enega izmed najboljših programov, ampak vedno pa bilo temeljno vprašanje, ali boste prišli v parlament. To je bilo vedno. In nekako po 14 dnevih volilne kampanje se je končno prelomil, s to psihozo smo prekinili in danes praktično nihče več ne dvomi, da bo Nova Slovenija prišla v parlament. In tega smo lahko vsi skupaj iskreno veseli. Včasih je bilo zelo težko ustrajati v takih trenutkih, ne vem, tisti moji bližnji, ki so mi pomagali v kampanji, tudi bom izpostavil mojega strica, nikoli ga ne pozabil, ker smo se družina zbrali za 1. novembra v krogu družine in je rekel, Matej, veš, pomagal ti bom, ne? Ampak ne verjamem pa ne, da bo iz te zgodbe kaj kruha. No, pa sem rekel, prav, naša dolžnost je kot tisti, ki smo v tej stranki malo bolj izpostavljeni, da migamo, da brcamo do zadnjega in da poskušamo iz te zgodbe stisniti, ker se stisniti da. No, in potem so se zgodile javnomnenjske ankete Episcentra, pa ni na medije, ker naenkrat so vse ankete napovedovale, da pridemo v državni zbor. In ko sem pred dnevi vprašal mojega strica, sem rekel, stric, kaj pa zdaj pravaš? In rekel, Matej, situacija je rešena, izvolim bo. Tako da na drugi mod dela, na primer, partida Miron ima vsakodnevno javnomnenjsko anketo se tam izvaja, tako da se tako čim potrib ljudi in se tako kako stvari stojijo. Skratka, ključno je, da smo to presijo prebili in da gremo naprej. Še ena stvar se mi zdi pomembna. Marsikdo ste slišali, da smo v tem času ogromno ponavljali o tem, da je dober rezultat Nove Slovenije ključen, zelo pomemben za pomladno vlado. Marsikdo tega ni razumel. Če ste brali par dni nazaj žurnal, to vedno in bolj razumete. Vidi se, da bo Janša zmagal z veliko razliko. To, kar mu na primer leta 2008 ni uspel, mu bo na teh volitvah uspel. Mislim, da bo šel krepko čez 30%, ampak bistvena zadeva pa bo, ali bo uspel sestaviti vlado. In tukaj pa pridemo mi upoštev in tukaj pridejo njegovi partnerji upoštev. In če ne bo dosegla Nova Slovenija zelo dobrega rezultata, potem je velika nevarnost za pomladno vlado. Ker kaj se lahko zgodi? Spomnite se, da je Turk nekaj časa nazaj zelo jasno govoril, da bo krepko razmislil, komu bo dal mandat za sestavo, to lahko med vrsticam berete, da bo krepko razmislil, če bo dal mandat za sestavo vlada Janši. In zato bo v tistem trenutku najpomembnejše, da ima pomladna opcija v parlamentu 45 poslancev, kar pomeni, da če tudi bo predsednik države Turk komu drugemu podelil mandat za sestavo vlade, ta mandat praktično ne bo mogel sestavljati. Ta mandatar ne bo mogel sestavljati vlade, ker ne bo imel večina. Potem praktično bo kot edina preostala opcija še pomladna opcija. Širi se strah, seveda, nekateri se bojijo pomladne opcije, kaj se bo zgodilo, da bojo to v čudni časi prišli, ampak ne, prikličite si nazaj spominjati od 2004, leta 2008. Ni nam šlo toliko slabo, kot nekateri pravijo, da nam je šlo. V primerjavi z Evropo smo še enkrat hitrejši rasli. Jaz vem, da je danes gospodarska kriza, da mogoče je bila v našem obdobju konjunktura, ampak mi smo še enkrat hitreje rasli od Evrope, potem bi pričakovali, da bi zdaj Slovenija še enkrat počasneje padala od Evropa. Pa je pa ravno obratno, tam Slovenija pada še enkrat hitreje. Najbolj potrebovali stranke, ki ne bodo gledali nase, pa na svoje koristi. Na razpolago takih imate kar nekaj, ki zelo zagovarjajo, bom rekel, stanovske interese, ampak ki bo, da bomo imeli stranko, ki bo gledala predvsem na državo, ne pa nase. Mi smo to leta od 2004 do 2008 dokazali. Takrat smo plačali tudi zelo visoko ceno. Bivši naš predsednik je naredil ključne korake in bistven prispevek, da je Slovenija danes ima.
Predstavljajte si, kaj bi bilo, če Slovenija v tem času ne bi imela evro. Poglejte mađarski scenarij in še kakšen scenarij, težka gospodarska kriza in to je eden izmed pomembnih prispevkov tudi naše vlade in tudi Nove Slovenije, zaradi katerega je mogoče danes Slovenija na bolj varni strani, kot pa bila, če tega ne bi bilo. Potrebno je predstaviti še na kratko naše programske podarke, čeprav pravi, veste, da program v volilni kampanji ne šteje bistveno, ampak da je predvsem to lepotne tekmovanje, če smem tako reči, da gre predvsem za navijaštvo, kdo je komu bolj simpatičen in kdo je komu bolj antipatičen, ampak kljub vsemu je treba reči nekaj glede programa. Ne. Mi stavimo na 3 bistvene podarke. Na vrednote, na gospodarsko okrevanje in pa na družino. Zakaj se toliko vrednote podarja? Danes živimo v nekem moralnem relativizmu. Kaj to pomeni? To pomeni, da je praktično vse relativno in da se vse vrednote prilagaja dnevnim potrebam. Tako je, na primer, vrednota, ne, v šolah starše ne zanima, kaj njihovi otroci znajo, ampak samo, če imajo dobro oceno. To je danes ključna vrednota. Ni pomembno, ali so šol golfa, ali se plonka, to vse ne šteje. Edina vrednota je dobra ocena. Začne se že v šoli. Kako se pa konča? Konča se pa, na primer, pri podjetjih, ko je velika vrednota, kot na primer v Ljubljani, uspešnost in za to uspešnostjo pa stojijo dolgovi, tudi mrtvi delavci in še kaj. Če je to uspešnost, potem smo prišli zelo daleč. Verjemite, da se stvari ne bojo spremenile čez noč, nihče tega ne govori in tudi mi nismo taki odrešeniki, da bi lahko stvari spremenili čez noč, ampak če mi danes ne bomo spremenili smeri te naše ladje, potem bomo v 10 letih še globje. In zato je potrebno začeti delati že danes, da se ta smer ladje obrne. Mogoče velja 2 besede reči še glede pravne države. Vse veste, kakšni so občutki, gledate televizijo, vsak dan imate občutek, številne sodbe, pa nobene obsodbe. Dolgotrajni postopki, na koncu pa postopki padajo na procesnih napakah ali pa zastarajo po 10 in več letih. Danes vam bojo številni politiki vedeli obljubljati, da bojo s čarobno palco pomahali in bo naša pravna država začela delovati boljše. Tisti, ki vam to obljubljajo, vam enostavno povedano lažejo. Ker Slovenija, kljub vsemu, kakršna je še vedno demokratična država in demokratična država nima revolucionarnih političnih sodišč. Jih nima. In če hočemo, da bo pravna država delovala, potem mora delovati linija kriminalist, tožilc in pa sodnik. Kdorkoli v teh 3 zataji, pade postopek. Če kriminalist ne zbere dobrih dokazov, pade postopek. Problem tožilcev je ta, da eden spiše obtožnico, potem pa to obtožnico zagovarja 10 različnih tožilcev. Medtem ko pa na drugi strani ostaja en in isti odvetnik. In odvetnik pozna primer v podrobnosti, medtem ko pa tožilci tega ne poznajo. In po domače povedan, grdo rečen, jih vedno vozijo s cap. Sem grdo rekel, ampak upam pa, da razumete, kaj se hoče povedati. In še zadnja stopnica so sodniki. Pri sodnikih je tako, da imajo goro administrativnih upravil in namesto, da bi se ukvarjali s sodnimi postopki, s sodnim procesom, da bi postopek padal, ne da bi postopek zastavil, da bi dovolj hitro sklicoval naroke in vse te zadeve, če bi se to dogajalo, potem bi postopki lažje tekli. In to linijo je treba ojačati in ko bo ta linija ojačena, potem bo tudi naša pravna država bolj delovala in sodstvo hitreje razsojala. Kar se tiče kriminalistov, kaj treba konkretno, da ne bomo samo pravice govorili, konkretno narediti. Veste, da imamo precej starih kriminalistov, še iz bivših časov, ki delajo po nekih drugih principih in po nekih drugih pristopih, ki mogoče v demokratični družbi ne vzdržijo več. Pri kriminalistih je potrebna nova generacija, predvsem pa večja usposobljenost. Pri tožilcih sem že rekel, treba zadeve urediti tako, da bo en tožilc vodil postopek od začetka do konca. Pri sodnikih sem pa že rekel, da bi bilo pomembno, da bi bili razbremenjeni administrativnega dela. Gospodarstvo. Druga stvar, ki smo jo postavili kot temelj našega programa. V gospodarstvu ste danes slišali ogromno. Problem soočen, na katerih nastopamo, je ta, da nam več ali manj dajo
30 sekund časa, v katerih pravi, zdaj pa povejte konkretne rešitve, ampak v 30 sekundah je enostavno težko povedati zelo konkretno bistvene stvari, ker po 31 sekundi te pa že začnejo prekinjati, krašati in tako naprej, potem pa pravi, da se niso nič konkretnega povedati, nič ne znajo, nič ne vejo. Ker zadeva Nove Slovenije, mi smo pripravili posebej gospodarski program, pripravil ga je naš gospodarski klub, ki šteje približno 100 gospodarstvenikov in naše ukrepe smo osredotočeni na 5 bistvenih točk. Prvič je, da uravnotežimo proračun, druga stvar je, da znižamo davke, tretja stvar je, ki podjetnike najbolj bremeni, da odpravimo plačilno nedisciplino in četrta stvar je, da racionaliziramo državno pravo in peta stvar, da začenemo večje državne investicije. Vse se sliši, kdo se sprašuje, ali bomo Viranta ali bo Virant povaben v pomladno vlado. Problem Viranta in njegove stranke je ta, da enostavno je njegova poslanska skupina čista neznanka in popolnoma nepredvidljiva. Virantovo stranko sestavljajo ljudje, ki so zelo levo usmerjeni in ljudje, ki so zelo desno usmerjeni. In ko dobiš ti v parlamentu takšno poslansko skupino, se lahko v ključnih trenutkih, ki je treba biti trden, ko se je treba pametno odločiti, zgodi, da enostavno del poslanske skupine potegne v drugo smer. In poslanska skupina razpade, posledica pa je vladna kriza. In če smo na zdaj predčasne volitve, se absolutno ne smemo privošati še ene vladne krize. In prav tukaj, evo, se znova kaže, kako pomembna je vloga Nove Slovenije, da ob zmagi Janeza Janše tudi Nova Slovenija dobi dostojen in pa primeren odstotek, kar to pomeni, jaz računam, da bomo prišli med 5 in 10 odstotki, bolj kot se bomo približali 10 odstotkom, lažje bomo sestavljali pomladno vlado in to bo dobro za Slovenijo in tudi za vse naše.